Moj življenjski moto je Kill them with kindness. Se pravi, ubite jih s prijaznostjo oziroma zatrite jih s prijaznostjo. To pomeni, da se na večino negativnih odzivov jaz odzovem s prijaznostjo. Živijo, jaz sem Katarina Velepec, stara sem 31 let in prihajam iz Ljubljane. Zaposlena sem v gostinstvu, veganka pa sem že 7 let. Se pravi, prvič sem slišala najprej za vegetarijanstvo, še v študentskih letih, ko sem delala v enem lokalu in sem imela eno sodelavko, ki je bila vegetarijanka. Pa je bila taka ful skozi bolna in ful enih težav je imela in skozi je bila, joj ne, jaz sem vegetarijanka, jaz ne jem tega. In se mi zdela ful neumna. Tako da sem imela prvi stik zelo negativen. Potem drugi stik z veganstvom je bil, ker jaz sem včasih ful krzna nosila, ker je moja mami krznarka. In na faksu sem imela eno sošolko, s katero so zdaj kolegici, ampak takrat me ful ni marala in vsakič, ko sem imela kaj krznenega, mi je rekla, Katarina, živali ubijajo za to. In sem jaz rekla, ja, vseeno. Sicer sem imela malo slabo vest, no, ampak nisem sploh povezala. Vedno se mi je zdelo, da usnje pa krzno je pač stranski proizvod, čeprav se zdaj močno zavedam, da temu ni tako. Potem pa sem za veganstvo slišala, v bistvu se vse začelo, ko sem dobila psa. Ko sem ga dobila za rojstni dan, ker je ful slaba ideja, da dobiš psa. Ampak jaz sem super skrbela za mojo pokojno že kužiko. In takrat je tudi Facebook prišel in sem začela malo spremljati vse te posvojite živali, vsa ta društva za pomoč živalim in enkrat sem naletela na eno objavo od Animal Angels, ki je bilo to predavanje Garyja Jurovskega o veganstvu. In jaz sem to gledala in sem rekla, ok, si bom jaz to poslala na mail, pa bom enkrat, ko bom imela res 1 uro časa, to pogledala. In to je trajalo kakšen mesec, na kar sem en dan res bila doma in nisem vedela, kaj naj počnem in sem rekla, ok, bom zdaj to gledala. In ko sem pogledala, sem rekla, veganstvo. Sploh nisem vedela, da to obstaja, da je to opcija, ampak ja, jaz to bom. To je nekaj, kar jaz hočem biti in sem se odločila za veganstvo. Moj prehod na vegansko prehrano je bil ta, da sem se čez noč odločila, da bom jaz zdaj postala veganka. In čez noč, se pravi, sem dejansko nehala piti mleko, skoraj nehala jajca jesti, čist nehala meso jesti, ampak ni šlo tako gladko, ne. Ampak jaz sem vedno rekla, jaz sem veganka in to je to. Pač čeprav sem še vedno, recimo, mislim, da kakšen mesec potem, ko sem se odločila za to, sem enkrat jedla škampe, ker to je bilo meni nekaj najboljšega na svetu. In ko sem jaz jedla takrat tiste škampe, sem dejansko začutila tako okus živali in sem rekla, shit, jaz to ne morem. In to je bilo ta zadnjič, ko sem jedla meso. Vmes sem mogoče pač v tistem obdobju, ki je trajal, ka pa vem, recimo pol leta, ko dejansko nisem bila veganka. Seveda, ker sem se šele spoznavala s tem, ker je bilo to zame čisto novo, sem še vedno kdaj, ne vem, jedla jajca, ker sem jih pač imela doma. Ampak sem si pa zadala ta cilj, da kupila pa ne bom nikoli več nič, kar ne bi bilo vegansko. Tako da ja, potem pa s časoma sem začela ful v trgovino hoditi, si sama svoje stvari kupovati, brati deklaracije. V prvih parih mesecih sem zapravila 3/4 plače samo za hrano, ker sem pač želela probati vse, kar je bilo veganskega, da vidim. In na koncu sem ugotovila, da 3/4 stvari v resnici ne rabim ali pa da mi sploh dobre niso, da zdaj po 7 letih, ko je še toliko več enih novih veganskih proizvodov v trgovinah, sicer jih poskusim, če se mi zdi kaj zanimivo, ampak še vedno mislim, da take osnovne stvari, da ne rabiš fake sira, no ja, ok. Ta bio-life veganski sir je super za kdaj, ampak tako kakšnih teh veganskih čevapčiči pa take stvari,
to je tako bolj, mogoče bolj za tiste, ki se šele navajajo na veganstvo, no, ampak jaz, ki sem že toliko časa veganka, se mi zdi, da ne potrebujem. Veganstvo danes se mi po eni strani zdi drago, po drugi strani pa ne. Kajti, če kupuješ vse te veganske nadomestke, pa če tega res veliko kupuješ, je to drago. Ker vsaka nova stvar, ki pride na tržišče in veganstvo je zdaj nek trend in in sploh in seveda so cene ful visoke, a ne? Ampak konec koncev pa ugotoviš, da imaš te stvari lahko za kdaj, za pocrkljati, za mogoče malo kaj ekstra ali pa kakomu kaj kuhaš drugmu, ki ni vegan. Ampak sama zase pa ne uporabljam veliko teh stvari, pač osnovna živila so še vedno zelo ugodna, zelenjava, riž, testenine, ne vem, sadja zelo veliko pojem. Tudi pač imamo na Facebooku razne skupine, kjer se obveščamo, kje je kaj znižano ali pa pri kateremu kmetu se da kaj naročiti, da bo bolj ugodno. Imamo tudi kakšne skupinske nakupe kdaj. Tako da jaz mislim, da če ješ tako enostavno hrano, pa da malo eksperimentiraš z začimbami pa take zadeve, da je veganstvo v resnici zelo poceni zadeva. Odkar sem veganka, se mi zdi, da sem, kot sem že omenila, veliko bolj povezana s svetom. In sicer v tem smislu, da imam ful rajš vse. V bistvu ful sem bolj čustvena, ampak tako na pozitiven način. Večje veselje občutim, večjo srečo občutim, mogoče kdaj tudi večjo željo, žalost posledično, ampak ja no, bolj sem emocionalna. Me sicer določene stvari bolj ganejo, ampak tudi, kar je dobro v tem, je to, da sem bolj pripravljena pomagati vedno in to se mi zdi ena taka ful dobra lastnost pri človeku, da se zaveda, da obstajajo tudi drugi ljudje na svetu, druga bitja in da nisi egoist, da si pripravljen pomagati in to sem dosegla tudi s veganstvom. V svojem obdobju, odkar sem veganka, sem velikokrat že prišla navzkriž z ljudmi, ki so me provocirali, žalili, zbadali ali pa samo malo hecali pa tako. In če bi mi isto vprašanje vprašali 6 let nazaj, bi bil odgovor čisto drugačen, ker vedno je tako, ker se pravi, narediš neko dobro spremembo v življenju, ki je bila za mene ta, da sem postala veganka. Jaz sem bila tako srečna, da sem to odkrila, da sem enostavno hotela celemu svetu povedati, koliko je to super. In pač sem bila vsiljiva veganka. Mogoče sem bila ona agresivna veganka, ko vsi vedno rečejo. Ampak ja, pač jaz sem bila toliko zadovoljna, da sem naredila to spremembo, da sem enostavno hotela vsakmu povedati, koliko je to kul. Sem dobila velikokrat ful negativen odziv nazaj in sem se potem z leti naučila, da se brez veze ubadati z ljudmi, ki te v resnici samo zbadajo, ki jih v resnici veganstvo ne zanima in da tudi, če vpraša, kot da ga zanima, da pač noče slišati tvojega odgovora. In s takimi ljudmi se v bistvu ne ubadam. S takimi ljudmi se samo nasmehnem, pa pač če je to bližnji prijatelj, ga objamem pa mu rečem, ti sam bod to, kar si, važno, da si ti srečen. Mogoče boš pa še prišel do te točke. Po drugi strani pa ljudje, ki pa začutim, da jih to zanima, pa vedno probam na tak prijazen način jih usmerjati. Mogoče ne tako direktno, da jim rečem, ja, bod vegan, ampak bolj tako. Mogoče probi postopoma, tukaj pa tukaj lahko najdeš koristne informacije, pa tako no. Tako da na prijazen način. Jaz mislim, da življenje z neveganom je čisto možno, sam je ful večji izziv, kot če imaš partnerja, ki je tudi vegan. Ker pred zdajšnjim fantom sem imela partnerja, ki ni bil vegan, pa je bilo kar veliko prerekanj, kar se tega tiče in
veliko razočaranj, veliko enih kregov in vsega. In zdaj, ko moj partner je vegan, vidim, kako je to ful enostavno. Res. Nekaj, kar res pač naredi vezo ful bolj enostavno. Ampak ja, mislim, verjetno obstaja ogromen vez, kjer pač nekdo je vegan, nekdo pa ni, pa tudi čisto normalno funkcionirajo. Tako da jaz mislim, da če se pač o tem ne pogovarjaš, pa če noben nima nekih ful močnih argumentov, pa če noben ne izpostavlja nekomu nečesa, je čisto možno, no, ampak meni je pa veliko boljši in bi kar ostala pri veganu. Torej, za na konec bi vam položila na dušo to, da glejte na svet kot celoto, ne toliko biti egoistični, vsi smo samo živali v resnici, tudi ljudje smo v resnici samo živali in če mi želimo biti srečni, tudi drugi želijo biti srečni, tako da ne nikomur narediti nekaj, česar ne bi želeli, da drugi naredijo vam. In to velja tudi za živali. Poglejte tako, da če vi želite biti srečni, ne narediti drugmu whatever, stari. Prej sem bolj povedala. Kaj? Ful mi je, da zdaj vse, kar lepo.